nove vizije in strategije in to je naš izdelovalec pripravljalne strategije iz podjetja Palemit, dr. profesor Vito Bobek, pa mu kar predajam besedo. Hvala lepa. Najprej lepo pozdravljeni vsi, ki ste tukaj in seveda najprej hvala lepa za vaš odziv, za vašo prisotnost tukaj. Bom tudi pojasnil, zakaj je ta vaša prisotnost tudi dragocena. Torej, tako kot je gospa Petkovšek najavila, mi smo pričeli z izdelovanjem razvojne strategije Mestne občine Velenje do leta 2040, to se pravi za 15 let naprej. In seveda kot nek zunanji izvajalec ne želimo priti v neko občino in zdaj reči tej občini, kaj naj počne, ampak je pravzaprav prva naša aktivnost, da identificiramo vrednote, zapažanja, probleme, želje tukaj živečih prebivalcev. In da to zajamemo, smo organizirali delavnice, 4 delavnice, ena od teh je prav zdajle, kjer pravzaprav delujemo z nadpoprečno angažiranimi občani, kot jih mi imenujemo. To so ljudje, ki so pač nadpoprečno vpeti v življenje občine, bodisi, da so na nekih vodilnih položajih v gospodarstvu, izobraževanju, bodisi, da delujejo v prostočasnih aktivnostih, združenjih, različnih starostnih skupin. Torej naš cilj je seveda zajeti dejansko populacijo, ki tukaj živi. Kot boste videli, danes bom v 2 korakih zadevo predstavil, najprej sam projekt, potem pa tudi vprašalnik, skozi katerega bomo šli in vas bom prosil, da boste pač ocenjevali, obkroževali, morda tudi kaj pripisali. Vsaka informacija, ki jo dobimo od vas, je za nas zelo, zelo dragocena. Vprašalnik je anonim, to pomeni, da se na njega ne podpišete. Edino, kar vas prosimo, je demografski podatek, kjer se uvrstite v eno izmed 3 starostnih skupin in pa opredelite spol oziroma tudi krajevna skupnost oziroma mestna četrt, iz katere prihajate. To je vse, drugače pa je zadeva popolnoma anonimna. Mi načelno pred delavnico ne želimo odpirati razprav. Z enim posebnim razlogom, zato ker želimo dobiti tisto vaše mnenje, torej ki je res vaše mnenje. Ko vam postavim, tudi tu ni pravih in napačnih odgovorov, ne se bati tega, ampak gre za to, da dobimo res tisto, kar vi mislite. Kakor hitro bi zdaj odprli neko razpravo, potem bi morda nekdo izmed vas prevladoval, pa bi začeli ostali spreminjati ali pa svoje mnenja. Ne želimo tega, lahko tudi potem razpravljamo, ko boste odgovorili. Skratka, ni naš namen, da se ogibamo razpravi, ampak vse v svojem času. Torej, to je projekt, ki traja 6 mesecev, gre za strateški razvojni dokument in tudi vidite v podnaslovu, ki temelji na vrednotah in stalni participaciji prebivalcev. Se pravi, najprej bomo danes seveda poskušali zajeti to, kar vi želite, kako gledate na razvoj. Druga zadeva pa je, da se ne čaka v tem našem pristopu in se preverja mnenje vsaka 4 leta na volitvah, ampak da potem vsako leto v tem času pošljemo tudi anketarje na teren in preverjamo torej povratne informacije, kako ste seveda z posameznimi aspekti življenja v občini zadovoljni. Torej, najprej nekaj besed o samem projektu. To je enostavno zato, da si boste lahko znali predstavljati, zakaj smo danes tukaj in zakaj nam je vaše mnenje tako pomembno. Poglejte, če želimo, da se neka občina, katerakoli, uspešno razvija, potem je seveda treba izvesti 5 zaporednih korakov, ki jih imate tudi zapisane. Jaz ne bom šel v podrobnosti pri vsakem koraku. Skratka, prvi korak, ki je
zapisan zeleno, to je tisto, kar pravzaprav zdaj s tem projektom želimo doseči, to je oblikovanje vizije, a ne, nekih ciljev, kam želimo, kakšna bi nas gledala mestna občina Velenje leta 2040, a ne, v skladu z našimi pričakovanji in željami. Pri tem seveda moramo upoštevati trende, se pravi danosti, a ne, tudi razvojne strategije entitet, ki so na občino, to je seveda država, a ne, in potem Evropska unija. Pri tem uporabljamo seveda tudi izkušnje uspešnih modelov, predvsem pa gradimo na udeležbi oziroma participaciji občanov, prebivalcev, ki nam je seveda ključna. Potem pa seveda sledijo, ko je enkrat vizija z razvojno strategijo oblikovana, a ne, kar se bo zgodilo letos jeseni in torej konec novembra bi dokument moral biti zaključen in potem tudi obravnavan na mestnem svetu. Potem pa sledijo seveda nadaljnji koraki od izgrajevanja zaupanja v občino, vzpostavitev partnerstev v različnih smerih, pritegovanje ključnih dejavnikov, ki so pač pomembni za razvoj in pa seveda tudi izvedba projektov, ki podpirajo razvojne cilje. Zdaj, zakaj potrebujemo vizijo in strategijo občine? Z vizijo seveda dobi vsak tudi nek majhen projekt, tudi en majhen delček, nek širši smisel, a ne, nek pomen, zato ker nas majhni koraki seveda vodijo potem do tistega končnega cilja. Vizija enako, občina je na koncu tudi oblika organizacije, enako kot podjetju, a ne, oziroma v inštituciji. Vizija poveča pripadnost in motiviranost tistih, ki v njej so, povezuje ljudi in kraje med seboj. Ljudje pač prevzemajo odgovornost, kolikor čutijo, da je vizija njihova, ne, so kreativnejši, inovativnejši, ne. Hkrati je pa seveda tudi orodje za ocenjevanje napredka, ne. Če mi nimamo cilja, je vsaka pot prava, a ne, in vse, kar dosežemo, je pravo. Če imamo postavljene cilje, seveda lahko na osnovi teh ciljev ocenjujemo napredek in to seveda tudi privlači ljudi in investicije. Jaz sem pred leti sem bil član akademske ekspertne skupine v Bruslju, ki je ocenjevala projekte, ki so se posredovali na centralizirane razpise v Generalnem direktoratu za izobraževanje. In seveda preden smo ocenjevali tiste projekte, smo morali zelo podrobno preštudirati navodila in zelo pomemben kriterij pri ocenjevanju projektov, ne, preden se sploh, bi rekel, greste v tisto operativo in v tiste detalje, je, ali je nek projekt, če tudi majhen del širše zgodbe, ali je del neke celote, ali vodi k nekim naprej postavljenim ciljem. To je ključno, ne? In to je prineslo projektu točke. Ne? In seveda je potem tudi lažje kandidirati na vse projekte, če jih torej vgradite v neko širšo sliko, ne? In to je razvojna strategija za naslednjih 15 let. Ne? Zdaj, kakšna naj bo vizija, seveda mora biti realna, če ni realna, potem je sanjarjenje. Ne? Mora biti realna, torej uresničljiva, ne? Mora biti jasna in razumljiva vsakemu prebivalcu v občini, a ne? Mora biti uravnotežena med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, se pravi, če smo preveč usmerjeni v kratkoročne, potem seveda lahko menjujemo te smeri in nimamo optimalnega razvoja. Če govorimo samo o ciljih čez 15 let, potem pa seveda nimamo tega praktičnega fokusa. Ne? Se pravi, gre za neko uravnoteženost med kratkimi in dolgoročnimi cilji, zasnovana mora biti tako, da navdihuje in seveda pritegne občane, ne, in pa podkrepljena z zgodbami in primeri, ki apelirajo na čustva ljudi. Ne. In tukaj zelenim je pravzaprav izpisana ta razlika. Ne. Dobri voditelji bodo rekli, da njihovi ljudje, torej ali v podjetju, če govorimo o viziji podjetja, ali občani, če govorimo o viziji občine, da poznajo vizijo. Ne. To je seveda naloga dobrega voditelja, da jo skomunicira, da jo ljudje poznajo, ampak odlični voditelji pa bodo svoje ljudi povabili k oblikovanju vizije, ker jo bodo potem skupaj
uresničevali in mene veseli, da se je mestna občina Velenje odločila in vas tudi povabila, da torej skupaj postavljamo to vizijo. Zdaj, to seveda podpirajo tudi politike v EU, če pogledate recimo, kaj postavlja svet Evropske unije v ospredje, glede izboljšanja upravljanja na lokalni in regionalni ravni, in med temi tremi ključnimi vodili je prav participacija oziroma soudeležba državljanov oziroma občanov. To je, bi rekel, skratka tisto oko, na katero tudi Bruselj, bi rekel, rad prisluhne. In seveda izziv je ustvariti take sisteme lokalne demokracije, kjer pač ta udeležba različnih skupin v pokrajini oziroma občini pač vodi k bolj posvetovalni politiki in ki pravzaprav nekako konsolidira oziroma združuje različne interese. Vsak med nami ima seveda svoje različne interese. Ampak za tako vizijo pravzaprav poskušamo prepoznati oziroma določiti to presečno množico oziroma optimum. In torej to konsolidirati, postaviti splošno vizijo in seveda tudi potem partnerstvo za skupno akcijo. Zdaj, cel projekt, da se zdaj ne spuščam preveč v detalje, da ne bo predolgo trajalo, je zgrajen tako. Običajno seveda začnemo tole, vidite, da spominja na eno zgradbo, recimo, da bi to lahko bil tudi starogrški tempelj. Običajno začnemo v gradbeništvu pri temeljih. Tukaj si lahko privoščimo, da začnemo pri strehi. Tole našo zgradbo graditi. Se pravi, poskušamo identificirati vrednote, priložnosti in želje občanov, in potem to oblikovati v vizijo občine in jo seveda uskladiti z politikami EU, nacionalnimi razvojnimi strategijami in regionalnimi razvojnimi programi. In to pravzaprav napravimo na petih področjih, oziroma mi jih imenujemo stebre oziroma operativni programi. Eno je gospodarski steber, drugo je promet, tretje je okolje, četrto je izobraževanje in peti je kakovost življenja. Seveda to ne pomeni, da zdravo in čisto okolje ni del kakovosti, pa kvalitetni izobraževalni sistemi so seveda del kakovosti življenja. Tudi dobra delovna mesta so del. To je pač rezidual, temu rečemo. Torej tisto, kar ni v teh 4 stebrih zajeto, že potem obravnavamo v posebnem stebru, ki ga pač imenujemo kakovost življenja. Zadeva je, jaz imam tudi, bi rekel, določene izkušnje, ker sem sodeloval recimo pri strategiji Slovenije, ekonomskih odnosov s tujino v 90-ih letih, kjer smo pravzaprav takrat v tistih letih po osamosvojitvi iskali to pot približevanja k Evropski uniji in smo potem posledica te strategije je bilo pridruženo članstvo najprej v Evropski uniji in potem nekaj let kasneje tudi polnopravno članstvo. Videl sem seveda v svoji praksi ogromno strategij, vizij, ki pa dostikrat obtičijo v predalih. Je to nek dokument, ki se napravi in potem ga odložijo na neko polico in na njega pozabijo. Mi imamo ta dokument zasnovan tako, da pravzaprav zahteva ves čas uresničevanja in je hkrati tudi fleksibilen. Zakaj? Zato, ker mi v vsakem operativnem programu, se pravi v vsakem stebru, na vsakem področju, razvijemo nabor indikatorjev. Ker potem želimo, seveda mi, boste danes videli, ker vas bomo spraševali, kako ste zadovoljni s cestami, pa s pločniki, pa s parkirišči, pa s tem in z onim, in boste ocenjevali. In mi dobimo seveda tu neke povprečne vrednosti in na osnovi tega potem nastavimo tudi cilje za 15 let in vidimo, kaj je treba pravzaprav vsako leto narediti, da pridemo do tistega končnega cilja. In
Nekaj teh indikatorjev je, bi rekel, objektivnih, ker so pač to statistični podatki, ki jih lahko merimo od dodane vrednosti do recimo povprečne plače in tako naprej. Skratka, to priskrbi statistika. Mi gledamo, da je v vsakem stebru vsaj polovica vrednosti mnenja občanov. Ker če vzamemo samo statistični podatek, recimo pa rečemo, izmišljujem si, toliko kilometrov cest v občini je potrebno asfaltirati, in se dejansko tista cesta recimo asfaltira, to še nujno ne pomeni, da je bila prava cesta asfaltirana. Je bila mogoče asfaltirana na temelju kakega ožjega parcialnega interesa. In zato nam je torej poleg tistih metrov asfaltiranja ceste želimo vprašati tudi občane, kako pa zdaj vsako leto zaznavajo ta problem cest. Se pravi, vedno tehtamo med subjektivnimi in objektivnimi kazalniki. In dokolikor imamo seveda 5x po 10 ali 12 kazalnikov, se pravi 50 do 60 kazalnikov, mi potem razvijemo tudi sumarni kazalnik, in vsako leto spremljamo, kako dobro smo na poti. To je približno tako, kot da vklopimo navigacijo v avto, vstavimo cilj, in nam bo navigacija povedala, čez toliko in toliko časa boste prispeli na cilj, potem pa seveda gledate, ali izpolnjujete ta cilj, ali zamujate, ali ste prehitri. Skratka, na tak način, da imamo seveda zelo pregledno. Hkrati pa seveda, ker govorimo o 15 letih naprej, 15 letih razvoja, mi vemo, da se v 15 letih od tehnologije pa tudi kakega drugega področja lahko kaj korenito spremeni. Ta sistem omogoča seveda tudi, da recimo določen kazalnik, ki je v krajšem času dosežen, ga vzamemo iz sistema in ga nadomestimo z novim kazalnikom, preračunamo na podatkih za nazaj, in je torej sistem fleksibilen in hkrati torej ustrezno se odziva na morebitne spremembe v okolju. Se pravi, to je na kratko to, kar so cilji projekta, se pravi, to sem povedal, od opredelitve vizije do vzpostavitve kazalnikov. Cilj je seveda potem, da mi takoj prepoznamo tudi, kaj je potrebno, na katerih področjih je potrebno kandidirati za recimo projekte EU, nacionalne in tako naprej, in imamo pravzaprav nas projekt pripelje potem lahko do zasnove tako imenovanih konzerviranih projektov, ki pač čakajo na ustrezen razpis in potem na prijavo na tisti razpis. Tudi to sem že omenil uvodoma, kako so kdo je sodelujoči, to ste veliko angažirani občani, to so naključno izbrani občani, ki jih bodo anketarji v naslednjih dneh tudi anketirali. Seveda so ankete bistveno krajše kot te delavnice, zato so nam delavnice tudi dragocene, ker na njih pridemo do veliko poglobljenih oziroma bolj detaljnih podatkov. Tudi bomo v sosednjih občinah, mestne občine Velenje, povprašali prebivalce, kako oni vidijo. Se pravi, bomo pogledali tudi skozi druge oči na vašo občino, potem bomo organizirali delavnice s strokovnimi službami občine, kjer bomo postavljali cilje in pa definirali te kazalnike in pa seveda sodelavci iz Zavoda Palimit, ki to analizirajo, kot rečeno. V samem procesu analiziramo približno med 20 in 40 tisoč podatkov. Skratka, gre res za eno maso podatkov, ki potem rezultira v viziji. To je tudi ena časovnica, kot vidite, tako da kako bo to potekalo, če mogoče, to sem že omenjal, na koncu seveda pridemo tudi do usposabljanja sodelavcev občinske uprave za delo z orodjem VIS, zato ker spravimo vse te kazalnike v Excel tabelo in je to potem zelo enostavno z njimi delati, in potem seveda končni dokument tudi predstavimo in se sprejema na občinskem svetu, s čimer
kar seveda ne bi bilo nujno, ampak to je seveda dodatni argument pri sami viziji. Toliko morda o samem projektu, zdaj, če je kako vprašanje, z veseljem odgovorim na njega. Če ne bi pa prosil gospod Petkovšek, ki je pravkar šla, da bi Če smem vprašati, odkot ste vi? Iz Maribora. Z Maribora. Ja. Okay. Ali v tem timu, ko je za to kak Velenčan noter? V tem timu je torej uprava mestne občine, in pa vi ste tudi del tima. Zato pravim, ne more nekdo priti iz neke druge občine, tudi če je še bliže iz Celja, karkoli imam reči tako, zdaj pa tako. Ne, mi pravzaprav izhajamo iz teh vaših mnen, pogledamo tudi vse razvojne dokumente in iščemo pravzaprav tisti... Kaj dobro, poznate Šaleško dolino? Jaz pomagam, da se zdaj Sikar je vodi na mestočne Velenje, Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. In ker nam vizija in strategija iz leta 2018 letos se izteče, smo se ložili pripravljati nove vizije. Ne samo za tega, ker nam dokument teče, tudi zaradi tega, ker se nahajamo pred izjemno pomembnim področjem oziroma izzivi, to je prestrukturiranje celotne regije, ne samo Velenje oziroma Šaleške doline in pa seveda tudi ta digitalizacija, ki nas vodi na vseh korakih. Kar se tiče gospoda Bobeka, oziroma profesorja Bobeka in njegove ekipe, oni nam tukaj nudijo vso tehnično support in kaj nas vodijo čez proces, da pridemo do te vizije. Se pravi, pripravljajo anketne vprašalnike, potem bojo se analizirali in pripravljali. Na podlagi tega, kar boste tudi vi povedali, kaj pogrešate v Velenju, kaj je v redu, kje ni v redu, ker ta metoda se nam je v preteklosti pokazala za zelo dobro, da so lahko občani, da ste lahko občani ocenili področja, kjer nam je dobro in kjer je slabše, zato da vemo, da moramo na tistih področjih več delati in več projektov tudi pripraviti. In kot je bilo povedano, ta vizija odzadaj nosi tudi cel sistem kazalnikov, indikatorjev in mi vsako leto, ko zaključimo leto, na občini poklukamo, kaj smo naredili, kaj ne. Želimo, da imamo 30 km kolesarskih povezav in potem pogledamo vsako leto, leto smo naredili 1 km, smo doprinesli cilju. To je en banan primer, ampak tudi, da boste videli pač to logiko. Odzadaj seveda mi že delamo veliko strateških projektov, od preobrazbe daljinskega sistema, gradimo nov tehnološki park v Velenju, zato da bodo mladi talentirani, ki imeli tukaj nekaj zasebno priložnost. Obnovili bomo staro elektrarno, potem delamo poslovne cone, zato da privabljamo gospodarstvo vsem, ker ključna bo delovna mesta, ki bomo zaradi zapiranja premogovnika izgubili. In to je samo recimo ta nek gospodarski del. Potem je pa tukaj še komunalna infrastruktura, sem zadovoljni za skrbo z vodo, zdravstvenim domom, kako ste s cestami zadovoljni, kolesarki si že omenila. Se pravi, vsa ta neka ključna področja bomo danes nagovorili skozi vprašanje, ker to nam je pa ključno zato, da vi vidite, kje je primanjkljaj, lahko smo mi super zadovoljni s kanalizacijo, vi pa rečete, ne, mi je še vedno, ne vem, primer nimamo v tem smeru. Hvala lepa, mogoče sem zaznal tudi ene veliko skepse, da bo zdaj nekdo odzval. Hotel sem sam nek, a smo mi tu zravni, ali je to samo na vas, to me je zanimalo, ker dejansko mi smo tu občani, vi ste tukaj firma, ki to pač dela, ampak mislim, da me je prepričala z vsem tem, kar je povedala gospa, da dejansko smo mi tu zravni, vi ste pa samo orodje, ki nam pomaga, da to te cilje dosežemo. Mene je bilo strah, da ste vi to, ki vse to kurate in delate in mi je bilo malo čudno glede na to, da smo v Šaleški dolini pa... Razumem. Ker mi imamo res zdaj, imamo Rudnik, imamo Teš, imamo Gorenje, imamo to so subjekti taki, ko ne vemo, kaj bo zdaj čez 15 let. Absolutno. In tudi ne želim, ne želim priti v neko občino in tam postavljati neke cilje. Jaz res sem tu samo facilitator, ki je zadaj za to metodologijo. Vi boste zaznali, mi bomo zmerili, preračunali prečno vrednost ocen, bomo pogledali strateške razvojne dokumente, bomo predlagali, kakšne bi morali biti ciljne vrednosti, mi pač sugeriramo, da
bi morala biti ciljna vrednost recimo 90% zadovoljnost občanov. Ne? To je veliko to naše delo, ne? Ampak vi pravzaprav odrejate, ne? Kam, ne? Ker vizija, ne? To je tako kompleksna zadeva, ne? Pa jaz nisem strokovnjak, tu ste vi strokovnjak. Ampak jaz sem bil marsikaj po svetu, pa marsikaj sem videl. Od vrhunskih projektov, tako turističnih kot takih, do totalno zavoženih projektov v določenih državah. In živim v tej dolini od nič let in me skrbi, ne? Oziroma ne, da me skrbi, veselim se pravilne vizije v prihodnosti, če jo bomo prav postavili. Ker kaj bi delamo? Mi špekuliramo zdaj. Ne? Ampak tudi v špekulaciji lahko včasih zadaneš, včasih pa fališ. Ne? Ampak več podatkov, ko imaš, lažje se odločiš za tisto, kar bo. Samo eno vprašanje, kak vzorc pa nameravate zajeti v tem, kar se tiče, zdaj imate 4 delavnice? Mi smo, pogledajte, v statistiki obstajajo metodologije za izračun vzorcev, in na delavnicah je tista vrednost, ki bi jo morali doseči 50, po tem izračunu. V anketah pa imamo mestno občino Velenje, po vseh, torej vse krajevne skupnosti mestne četrti morajo biti, to mora biti, če ne bi, če bi rekel, anketirali samo v centru, potem je to enostranski pogled, kjer gre za 480 plus 600, se pravi čez 1000 bo anketiranih ljudi. Ja, če upoštevate, da recimo Agencija za razvoj, za merjenje javnega mnenja dela na Sloveniji na vzorcu 600 ali 700, potem je to kar precej. Pa dobro sledi recimo demografsko strukturo, pa izobraževalno strukturo. Ja, mi imamo seveda vzorec, bi rekel, je lahko dobiti statistično in seveda anketarje napotimo na to, da to upoštevamo. Ker zopet uravnoteženost odgovorov je zelo pomembna, se pravi, da imamo vse starostne skupine ustrezno, tudi različne, bi rekel, usposobljenosti, in kot rečeno tudi lokacije bivanja. To nam je zelo pomembno. Na nacionalnosti. To položujemo na faka, nekaj še piše. V Velenju so zelo različne nacionalnosti. Pa tole ne vidim, da je to odsevano. Pri naključno izbranih pa bo, ne? Ne vem, če pa je prišlo. Ne, njih tako na ulici ustavljamo. Tam je samo vprašanje, ali boste odgovarjali, oziroma ali boste odgovarjali na tistih vprašanj, ki so seveda bistveno krajše, kot pa tukaj. Tako da do zdaj je to delovalo, moram reči, kar v redu. Še ni bilo tako, kako je zdaj. Ko se odločamo lahko več, ali samo eno? Glejte, jaz vas bom peljal, vsako vprašanje. Nismo še tako. Ja, to še ne različno. Nisem še na to. Glejte, načelno bi vas naslednje prosil, vse boste videli, najbolj takih ocen, kjer ocenjujemo z oceno od 1 do 5, kot v šoli, 1 najslabše, 5 najboljša, Nam je pa zelo dragoceno, da tudi tam pripišete, kjer imate spodaj prostor, ne samo na tisti črti, ampak lahko pišete na ves prazen prostor, lahko popišete, kjer pravzaprav dobimo še dodatno k tem ocenam. Pa gremo lepo skozi. Se pravi, najprej imate na začetku, na prvi strani imate ta demografski del, kjer pač pokažete oziroma označite starostno skupino, vaš spol in pa krajevno skupnost oziroma mestno četrt, iz katere prihajate, in to je vse, kar zadeva vašo identifikacijo. Jaz bom se tudi ustavljal, če bom videl, da nekdo še piše pri vprašanju, bom počakal, pa bomo potem šli naprej. Prvo je težko. Ja, zdaj, gledajte, najprej predno gremo na tiste stebre, na področja, gremo na izhodišča za oblikovanje vizije. In prvo vprašanje je, kje vidite prednosti vaše občine? A so to naravne danosti, a je to tradicija, a so to angažirani posamezniki, a je to infrastruktura,
ali je to kulturna dediščina, ali znanje in talenti prebivalcev, odnos do okolja ali karkoli drugega. Tu lahko obkrožite več odgovorov, ne samo enega. In seveda tudi lahko pripišete. Kje bi recimo videli prednost vaše občine v primerjavi, najprej seveda se vedno primerjamo sosedja, s sosednjimi občinami, potem pa tudi bi rekel v regiji, v Savinjsko-Šaleški recimo, regiji Šaleški. Ja. Ok, lahko gremo naprej? Ja. Ja, ok. Kje vidite razvojne priložnosti? To je klasično eno polje SWOT analize, kjer imamo prednosti, slabosti, grožnje in priložnosti. Torej, kje vidite priložnosti? A je to industrija, industrijski razvoj, a je to obrt in podjetništvo, a je to izobraževanje, turizem, kmetijstvo, zelene tehnologije in energetika, recimo, digitalna preobrazba, kot je recimo umetna inteligenca, pametna mesta, ali karkoli drugega, kar ni na tem seznamu. To niso zaprti seznami, tudi prosim, kar pripišite. Kje pa vidite slabosti vaše občine? Prej prvo vprašanje je bilo, kje vidite prednosti? Kje so torej tiste močne strani občine? Zdaj vas pa sprašujem za šibke slabosti. Približno oceno brezposelnosti. Ja, zelo nizka je. Tam smo pregledali še par porezali, to so še dejansko podjetje uvažajo delavce, ker izbukirajo delavce. Torej, tudi tu je spisek, ni dokončen, odprt, prosim, da pripišete. Tudi, ko boste kaj pisali, ni treba, da polne stavke oblikujete, lahko samo navedete, recimo, pojme ali pa samo del stavka, na najkrajši možni način se pač izrazite. Edino to vas prosim, pač, da koliko se da četljivo zapišete odgovore, nekaj pač potem prebrati, in vnesti v sistem, če ne moramo prebrati, potem. Dobro, smo prehitri, ali lahko gremo naprej? Kje so pa skrite nevarnosti? Kje vidite nevarnosti, kaj bi po vašem mnenju lahko najbolj oviralo razvoj občine? Ali gospodarski problemi, demografski izzivi, upravne in politične ovire, komunalna infrastruktura, okoljski vplivi in drugo. Glejte, tudi če recimo obkrožite en odgovor, pa rečete, ne vem, komunalna infrastruktura, lahko pri njej tudi pripišete, kaj s tem konkretno mislite, če imate kaj konkretnega, seveda v misli. Vedno lahko v nadaljevanju vrstice lahko konkretizirate vaš odgovor. Prvi del nam bo služil za SWOT analizo, za analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Seveda bomo te vaše podatke kombinirali tudi z dokumenti, statistiko in tako naprej. In potem v ta kontekst sodi še vprašanje, kateri predel občine, ali je to krajevna skupnost, ali je to mestna četrt, ali je to naselje, ali nek zaselek, je po vašem mnenju najbolj potreben razvoj. Se pravi, kje vi vidite, recimo, da nek del občine zaostaja, po vašem mnenju, zaostali, kje bi bil razvoj najbolj potreben, zakaj mislite, da je tako?
No, zdaj pa gremo na tistih 5 stebrov, ki ste jih prej lahko videli na grafični ponazoritvi projekta. Najprej gremo v stebr gospodarstva in seveda prvo vprašanje je, kaj oziroma kdo, to je lahko podjetje, lahko je posameznik, lahko je skupina, predstavlja najpomembnejše gonilo gospodarskega razvoja občine po vašem mnenju. Torej, kaj vi vidite kot najpomembnejše za gospodarski razvoj v občini? Kaj oziroma kdo? V naslednjem koraku pri 7. vprašanju ocenjujemo ponudbo delovnih mest v občini. Prosimo vas, da vedno obkrožite oceno, torej od 1 do 5, in eventualno dodatno utemeljite, kaj pogrešate. Ali pogrešate določeno vrsto delovnih mest, recimo. Zelo aktualno. Torej, kako ocenjujete vpliv energetske preobrazbe? Vi veste, da Evropska unija že nekaj let sledi zelenemu prehodu in agendi novega zelenega dogovora, New Green Deal, v okviru katerega prihaja pravzaprav, oziroma bo prišlo do zapiranja TEŠ. Na eni strani, se pravi, nekaj se ugaša, na drugi strani pa neke dejavnosti na novo nastajajo v okviru tega prehoda. Kot veste, je regija in s tem tudi mestna občina Velenje upravičena do posebnih sredstev v okviru posebnega programa, ki ga EU za to postavlja, in to je sklad tako imenovanega pravičnega razvoja, za razvoj novih dejavnosti. Torej, kako gledate to energetsko preobrazbo in kako bo vplivala na gospodarsko prihodnost mestne občine Velenje? 9. vprašanje posega na področje ponudbe stanovanj in pa gradnje. Se pravi, gre za ali individualno gradnjo, torej gradnjo, ali pa nasploh za stanovanjsko ponudbo, že zgrajenih stanovanj. Imamo kako statistiko, spoštovane dame? Premalo. Ja, imamo 1000 neprofitnih, kar nas sicer vršta, tudi visoko v Sloveniji, pa vendar mislim, da se 200 držav. Cene so šle pa tudi ful. Cene so šle pa gor, sicer nekaj se zdaj na trgu gradi, mi kot občina smo se zastavili cilj, da bi do leta 2027 zgradili še 400 stanovanj. Teda zamišče pri pošti smo prodali, privat investitorji, ki bo gradil, ena lokacija je na Selah, kjer bi naj prišlo še 200 stanovanj, 5 ali 6 odpičev, ki se dogovarjamo z Stananskim skladom v Sloveniji, za tudi investitor. Ampak se manjka tudi za trg, ne samo za socialno stanovanje. Ja, jaz sem tudi da. Jaz sem tudi vprota, da ne imam. Gre pa seveda za vaš pogled. Zdaj, če bi iskali statistika vedno obstaja in bi lahko na osnovi statistike to vključili, ampak mi hočemo vaše mnenje. Ja. A veste? Dobro, sad nimam nobenega, da bi lahko operiral. Ja, ok. 10. vprašanje se nanaša na kmetijsko proizvodnjo, kako ocenjujete izkoriščenost tega potencijala, ki ga imate v občini, zopet ocena od 1 do 5, in pravzaprav, katere priložnosti v kmetijstvu bi bilo smiselno še izkoristiti.
12 in 13 nekako posegajo na področje turizma. Ne? Najprej ocenite turistično ponudbo. Se pravi, ponudbo, ki je na voljo nekemu obiskovalcu Velenja. Ocena od 1 do 5 in seveda, kaj pogrešate v tej turistični ponudbi? A se ta vprašanja nanašajo samo na krajevno skupnost, kjer živim, ali to Ne, celo na mesto Velenje? občine. Šaleško dolino, za občino Ja. Velenje. Na mesto občino Velenje. Fokus je občina, a ne? Ja? Se pravi, kaj pogrešate? A pogrešate, ne vem, zaznavate, ne vem, pomanjkanje prenočišč, ali določene vrste prenočišč, ali, ne vem, vodenja, recimo, to znamenitosti občine, ali, ne vem, kako, ne? In s tem zvezi, ali morda obstaja zanimivost, ki bi jo bilo treba obnoviti, se pravi, da gre za nekaj fizičnega, ne? Ali pa izpostaviti, se pravi, lahko je to tudi zgodba oziroma karkoli drugega, kar bi lahko pritegnilo obiskovalce. Kateri, 13. vprašanje, kateri ljudski običaj je najbolj značilno za vaš kraj? Jaz si približno predstavljam, kaj bo odgovor, ampak kaj bo pogosto odgovor, ampak vse je skozi, da navedete. Lahko gremo naprej. Kaj bi pokazali gostu, ki prvič obišče vaš kraj? Recimo, da vas obišče nek prijatelj, znanec, skratka, nekdo pride k vam na obisk, ne? In kaj bi mu pravzaprav pokazali v Velenju, v mestni občini Velenje? Katero destinacijo, na kateri dogodek bi ga peljali? Kaj bi mu predlagali kot hrano, kot kulinariko, kakšno jed, recimo. Ali obstaja kakšna zgodba, ki bi mu povedali, ki je recimo tipična za vas. Ali pa karkoli drugega, kar bi mu predstavili, pa ni na tem seznamu. Petnajsto vprašanje se nanaša na oceno stanja malega gospodarstva, pri tem mislimo seveda na storitve, ne, ki jih nudi malo gospodarstvo, ne, recimo obrtniki, ali pogrešate kaj. Se pravi, potrebujemo oceno, kako ocenjujete ponudbo teh storitev in kaj pogrešate. Ne se vedno tipične storitve, čevljarske, čistilnice, majhne trgovine, recimo, ne, v določenih predeljih, in tako naprej. Dobro. Zdaj prihajamo na drugi steber, torej gremo iz gospodarstva na promet. Tu imamo pa kar precej kategorij za oceni, a ne?
Najprej bomo ocenjevali prometno infrastrukturo v občini, torej pri vsaki postavki obkrožimo oceno, ki jo podelite, in potem tudi komentar, recimo državne ceste, to so tiste, ki so v domeni države, to so prometnice državnega pomena, ostalo so lokalne ceste in ulice. In tu lahko seveda pokomentirate, da je cesta na tej lokaciji luknjasta ali preozka ali slabo vzdrževana in tako naprej. Torej, najprej državne ceste in potem lokalne ceste in ulice. Posebej ocenjujemo pločnike. Vi lahko sicer podelite, recimo, načelno visoko oceno, pa rečete, ja, vse je v redu, ampak na tej in tej lokaciji pa pločnik manjka. Torej, želimo identificirati tudi primanjkljaje. Enako velja za parkirišča. Tu seveda ne mislimo samo na dostopnost, razpoložljivost števila parkirišč, tudi na ceno, recimo, parkiranja, na enostavnost, recimo, plačevanja storitve in tako naprej. Potem ocenjujemo kolesarske poti, v kakšnem stanju so, koliko jih je, a kje predlagate, da bi bila potrebna kolesarska pot. Enako velja za sprehajalne poti. In pa za kažepote. Torej, oznake institucij, ki so znamenitosti, turističnih znamenitosti, torej vse, kar se pač označuje za kažepoti. Naslednja kategorija je javna razsvetljava. Če vidite, kje deficit, torej, da nekje razsvetljave ni, lahko tudi, da je, pa morda gori po nepotrebnem, ni racionalna, ali je premočna, moteča, ali je prešibka in ne omogoča zadostne vidljivosti, torej javna razsvetljava. In pa delovanje zimske službe. Zdaj, poskusite se spomniti malo za nazaj, ker če je zima mila, poleg vsaka zimska služba vedela, če ni snoga, pa če ni poledica. Potem telekomunikacije, torej televizija, internet, telefon, optične povezave, recimo, kje vidite probleme, primanjkljaje. Zadnja kategorija je povezana z drugimi kraji. Tu ne mislimo na to, da se vsedete v avto in odpeljete, to je, bi rekel, že pokrito z državnimi in lokalnimi cestami, ampak da greste z javnim prometom. Torej, kako ocenjujete povezanost z drugimi kraji, ali vidite, kje primanjkljaje, torej preredka pokritost ali pa določena relacija sploh ni pokrita, ali pa je mogoče v določenem delu, torej sezoni pokrita, pa drugače ne. Torej, kje vidite problem? Lahko gremo naprej. Ja? Tretji steber je okolje. Tukaj ocenjujemo najprej javne površine.
Torej nezasebnih javne površine ocenjujemo tukaj, kako so urejene. A vidite, kje je probleme? Kako ocenjujete ravnanje z odpadki? Odvoz smeti, ločeno zbiranje, cena storitve. Ne? Kategorija oskrba z vodo, torej stanje vodovodov, problemi morda se zaradi starosti, ker vodovodov dogaja zaprtja, popravila pogosta, vode, tudi kakovost vode v vodovodnem omrežju. Je tukaj predmet vprašanja, skratka vse, kar sodi v oskrbo z vodo in seveda tudi cena. 20. kategorija kanalizacija in čistilna naprava. Tudi enako stroški, možnost priključka in cena priključka, recimo, že na tem individualnem gradu, da se priključuje na kanalizacijo. Čistost potokov in jezer, torej čistost vode in seveda neposredne okolice. Potokov in jezer, a so tu kakšni problemi? Kakovost zraka, 17. Torej, se pravi kakovost zraka, to pomeni zlasti seveda v času kurilne sezone in v času določenih vremenskih pogojev, pa prihaja do kakšnih problemov. Ali so kakšni večji onesnaževalci in to čutite, zaznavate, njihov vpliv na kakovost zraka. Enako velja za stanje hrupa, torej hrup zaradi prometa, hrup zaradi gospodarske dejavnosti, hrup zaradi razgrajanja, recimo, torej vse vrste hrupa. In seveda navedite konkretni problem, če ga zaznavate. Urejenost pokopališč, a so tu kakšni problemi, vidite manjko mogoče? In pa vključenost občanov v urejenost okolja. Če smo na začetku spraševali po urejenosti javnih površin, tukaj seveda sprašujemo po urejenosti zasebnih površin, se pravi parcel, na katerih so postavljeni hiše oziroma zemljišča, ki so zasebni lasti. Ali obstajajo kakšne akcije povezane z okoljem, pa je odzivnost občanov dobra, slaba, ali kje vidite potrebo za tovrstnimi akcijami, da se kaj organizira. Torej, vse to pride do upoštevanja. In pa zadnja kategorija, prostorski plan občine. Glejte, če ga nič hudega, če ga ne ocenite, če ne poznate prostorskega plana občine, ga pač ne ocenjujete. Če ga pa poznate, ga pa ocenite, pa morda tudi kaj pokomentirate. Tu piše, da lahko sem 3 obkrožim, ampak jih je pa ja, tam, kjer je 3, je 3, vi ste že malo naprej. To je veliko več kot 3. Ja, ampak 3 izberite, 3 najpomembnejše. No, 4. steber je izobraževanje.
Tukaj ločimo najprej materialne pogoje, se pravi, kakšni so pogoji najprej v vrtcih, se pravi, zgradbe, velikost prostorov, tudi recimo velikost skupin, v vrtcih, igrišče zunaj, ki je na voljo otrokom in tako naprej. Skratka, materialni pogoji v vrtcih in potem v naslednjem tudi materialni pogoji v osnovni šoli. Materialni pogoji v osnovni šoli. Torej, vidite, tukaj je problem. Da je utesnjenost, da je starovek, da je neustrezna telovadnica, kakoli. In pa potem tudi pri naslednjem vprašanju pa vprašujemo po vsebini tega, kar se dogaja v vrtcih oziroma v osnovni šoli, se pravi izvajanje in vsebina izobraževanja procesa. Ali vidite tu imate kakšne predloge, kaj bi bilo potrebno bolj vključiti? Kako ocenjujete vključenost šol in vrtcev v družbeno življenje kraja? Koliko so prisotni, kako zaznavate to njihovo prisotnost? A recimo otroci iz vrtca lahko grejo v dom starostnikov, pa recimo zapojejo par pesmic, pa izvedejo tak preprost program. Ali pa recimo udeležba šolarjev, recimo na nekih praznikih, proslavah in tako naprej, z nastopi in tako dalje. Ali obstajajo še kakšne druge oblike vključenosti šol in vrtcev v družbeno življenje kraja? V trenutnih demografskih trendih postaja kategorija starejših občanov izjemno pomembna, številčna. In seveda tu vas sprašujemo za izobraževanje vsebine za starejše občane. Ali menite, da je ponudba v občini dobra, ali kje vidite priložnosti za še kakšno dodatno izobraževanje? Na področju, ne vem, digitalne pismenosti, informacijskih tehnologij, jezikov, česar koli, to je ocena in komentar. No in zadnji peti steber se nanaša na kakovost življenja, torej tisto, kar je pravzaprav ključno, ker tudi v razvitih državah pravzaprav gredo trendi v zadnjih 10-15 letih, da poskušajo izboljšati kvaliteto življenja, ker je kvaliteta življenja tisti magnet, ki privablja prebivalce, dogodke, investicije in tako naprej. Zdaj, tu bi vas prosil, da izberete 3 najpomembnejše postavke, ki so po vašem mnenju najpomembnejši za kvaliteto bivanja. Se pravi, vi lahko izberete 3 iz tega spiska, ali pa recimo 2 iz spiska, pa enega pripišete spodaj. Ali pa pripišete 3 popolnoma druge kategorije, ki jih ni na seznamu. Se pravi, odprto, ampak 3 prosim. Vem, da vam je vse je pomembno, od prometa do izobraževanja in tako naprej, ampak treba je pač postaviti neko prioriteto in postaviti na prva 3 mesta, kaj menite, kaj je za vas najpomembnejše. Sem 3 stvari, da se ne moram iz tega spremljati. Trenutno kakovost življenja v občini. Z
z oceno od 1 do 5 in seveda pri komentarju lahko izpostavite tisto, kar je zelo dobro v vašem mnenju, oziroma tisto, kjer vidite probleme, ne? S čemer niste zadovoljni. In tu je veliko še eno bolj širše vprašanje, ne? Prej smo spraševali, kako so vzgojno-varstvene inštitucije, torej vrtci, šole in tako naprej vključeni v življenje kraja, pa sprašujemo, kako vidite oziroma ocenjujete vključenost mladih v razvojne procese občine. Ne? A so mladi na prvi strani seveda zainteresirani, ker če niso zainteresirani, potem se tu konča zgodba, ne? Če so zainteresirani, ali imajo možnost, ne, sodelovati, ja? Torej, kako vi vidite to vključenost mladih v razvojne procese občine? In seveda pokomentirajte tisto, kar menite, da je problematično. Ali pa izpostavite tisto, kar je zelo dobro. Torej, tu ne iščemo zdaj samo slabih, ne, ampak tudi dobre. Rekel tisto, kar velja izpostaviti, do dobrem ali v slabem pomenu besede. Ne. No, in potem gremo še naprej, malo pogledati v bodočnost, ne? In najprej vas vprašamo, ne, ali verjamete, da bo občina uresničila vaše pričakovanja glede kakovosti bivanja. Se pravi, to, kar se bo pokazalo, kar se bo izkristaliziralo iz vaših odgovorov, ne, to seveda ne moramo pričakovati, da bo vsakemu posamezniku vodila, ampak tisto, kar bo, bi rekel, najbolj izpostavljeno, ne, in potem seveda ocenite z oceno od 1 do 5 in hkrati obkrožite, torej utemeljitev te ocene, oziroma lahko tudi pripišete. Ne. Torej, prvi 3 variante so na pozitivne odgovore, druge 3 variante so, bi rekel, na oceno ne verjamem oziroma malo verjamem. Ne? Zdaj pa izpostavimo še 3 vrednote, ki so po vašem mnenju odločilne za bodoči razvoj občine. Torej, 3 lahko ali obkrožite ali dopišete. Ali je to recimo pritegovanje talentiranih posameznikov, ali je to tehnološki razvoj, ali je to strpnost, ali zaposljivost starejših, povezanost znotraj občine ali povezanost občine navzven, inovativnost, podjetnost, okoljska osveščenost, pripadnost skupnosti, krožno gospodarstvo, medgeneracijsko sodelovanje, energetska neodvisnost, ohranjanje in preoblikovanje kulturne identitete mesta ali karkoli drugega, kar tukaj ni našteti. 3 najpomembnejše vrednote za prihodnost. To je zelo pomembno za oblikovanje vizije. Da vidimo, kaj prebivalci zaznavajo kot najpomembnejše za prihodnost. No in na koncu vas sprašujemo, kako si predstavljate občino leta 2040, a ne? Torej, kako bi jo vi želeli videti, a ne? Torej, v katero smer razvoja bi naj šla in kakšna bi naj bila, na čem bi naj bil poudarek glede kakovosti življenja. Ne? Če lahko naštejete kategorije, lahko to ubesedite v stavek ali stavke. Torej, želimo, nekako, bi rekel, poskusite si predstavljati občino leta 2040, kratek opis, kakšna bi po vašem mnenju naj bila.
tem smo prišli do konca našega vprašalnika. Če je karkoli takšnega, kar se vam zdi pomembno, pa vas nismo vprašali, lahko imate dovolj praznega prostora, torej tudi na hrbtni strani, in lahko poljubno dopišete. Prav? Skratka, s tem smo vprašanje izčrpali. Jaz bi se vam res najlepše zahvalil za vašo udeležbo. To je dragocenejše, kot si morda predstavljate na prvi pogled, v prvem trenutku, in prav lepa hvala in se vabim tudi, da sledite nadaljnjemu postopku izdelave strategije in potem seveda tudi zaključnemu rezultatu. Ja, nekaj sam mogoče reči enkrat vprašala, a je kako področje, ki je ključno, pa da tudi kar nismo naslovili? Energetika. V kakšnem smislu? Ja, staro se ukinja, novo se gradi. Vse to je povezano s vprašanjem. Ja. To je noter. Za večji Mogoče, kraj. recimo, jaz sem mogoče pogrešala, da bomo to dopolnili ta javni dovoz, se pravi naš lokalc, pa vis sistem, pa to, a je s tem zadovoljni ali ne, ker tudi zdaj neke nadgradnje načrtujemo, pa nam je fajn slišati, ker vi doživljate, oziroma kot vidite, ali lokalc pokriva naše potrebe za visi, vemo, da nismo zadovoljni, bomo šli čisto sistem delati. Prav. Z mestnim kolesarským sistemom, oziroma Kakve so tu največji problemi? vandalizem je problem je, da so... V bistvu prve vandalizem. Ja, prve vandalizem. Kakve so pa opcije? Se kako lahko naredim, mislim, ne vem, da nima več. Ja, vse v Sloveniji dejansko so samo dva sistema, ta je čistišni. Ja. Se reši, videl na to. Mislim, vi danes je direktor komunalnega podjetja na sestanku zjutraj povedal, da so cel vikend iskali kolesa, da jih utrgajo dejansko dol in da moramo res to nekaj novega naštudirati, ker so to taki stroji. Vprašanje, če je to sploh smiselno imeti, če imajo zdaj vsi te skiroje pa to. Mislim, razmišljam, tu gremo zdaj, kak je ta strošek teh biciklov, pa vsak ima svoje bicikle že skoraj. Prav za turistično ponudbo je to ful fajn. Ja, mogoče razmišljati v drugačni smeri posoje. Takrat, ko prije skupina turistov, imajo tam sposobnost, prije se posodijo prvo nazaj. Ne? Ker tole je po mojem katastrofa. Predvidevam. Ne, res ni v redu. Pa je šlo noter zikrat pol milijona. Zelo vešča, vidijo s čeladami, ali pa točno vejo, kje imamo kamere, da včasih smo jih ponovili s kamerami, zdaj pa je to gledano. No sam... Pogledam, kar se pa če so še kakva taka področja, ko tukaj vidite, da jih nismo naslovili, se pa jih pa vi iz okolja opažate, da so pomembna, dajte ali tule označiti, ali pa ali med točki Ogrevanje je verjetno problem, da bi bilo dobro kako vprašanje. Način ogrevanja, no. Da bi že kar tri popravljate. To A ne, jaz mislim, da to mora biti strokovne rešitve, ja. A ne. No, ok, to verjetno se lahko. Se pa lahko damo več načrti komunalnega podjetja, pa da... Ali pa vprašanje, ali se strinjate z daljinskim ogrevanjem, ali z svojim ogrevanjem, verjetno, ne? Smešno. Ne vem. Ja, ali pa to čisto ločena tema. Ali pa je to čisto ločena. Samo to je kvaliteta življenja. Zelo povezano, ja. Ja, to je ena izmed zelo pomembnih točk, ki se strinja. No, to še malo delali. Drugače pa bomo naredili na koncu javno razpravo, to se mi zdi kar ključno, no? Da bomo predstavili, kako smo zastavili vizijo, katere očeka, da boste tudi videli, kako so še ostali ocenjevali in pa, da tudi od zadnji že par projektov predstavimo. No, to bi pa nekje v jesenskem času, preden gremo na sejo sveta, zato da lahko še pokomentiramo, spremenimo, popravimo, dopolnimo, bo se pa na sejo sveta nekje oktobra, novembra, kar to bo fazno. Jaz bi dal še en predlog. Toffler ime tretji val, ko govori o teh prehodih z enem do drugo, pa cela dva poglavja politične in družbene sisteme. In predlaga participacijo v tem smislu, da se na določene, recimo regiji ali pa mestu, zbere vzorec ljudi, ki so enaki vzorcu, toliko je moški, ženski, starejši in tako naprej,
In potem o vseh pomembnih problemih oni dajo svoje mnenje, kar je z digitalno tehnologijo zelo enostavno. On celo govori o sistemu, v katerem pač parlament ima polovico glasov, polovico so pa te skupine. In ko se odloča v nečem strateškem, se zbere parlament je dal 60% prebivalcev, 70% proti in se tako odloča. Mislim, da verjetno ne v takem sistemu, ampak da bi pa imeli informativno nekaj takega. Pač na telefonu imaš možnost. Vse se mi se kar poslužujemo tega akreditiranja online. Ampak sistematično pa strukturo, to je ni Albancev. A je slab odziv? Na te ankete se moramo kar, mislim, da smo zdaj akreditirali, Ana kaže za Green Destination, oziroma pač, da smo zelena destinacija, da smo se govorili kar Facebook mater, da smo prišli do 500. Ja. Albancev 500. Koliko ste jih pa povabili? A 500 Albancev je. Ne, 500 ljudi, ja. Vidite, da ne sodelujejo vsi, ne. Tudi imamo veliko Kitajcev, ne. Nič nimamo nobenih snikov. Prično angažirane občane, očitno ste to videli, ker ste se vzeli čas in prišli, verjetno pa marsikateri točno to ne zanima, kot so tudi premalo znanja. Se to je v redu, elite določa. Kot je pa že gospod Bobek povedal, anketiranje gre pač na širšo in tudi mislim, da so že v soboto bili na tržnici, tam je kar nekaj ljudi se zmenja in potem na tak način poteka anketa, da je tega res več. Jaz še imam eno pripombo, sicer mi smo že generacija malo starejših, pa tele negovalne bolnišnice, varovana stanovanja, domovi, tega tudi ni tu noter, pa je tudi kvaliteta življenja nas starejših, odvisno od tega. Mislim, da eno ali dve so bile noter, ampak po moje bi mogli biti več. To je bilo tek bajno. Tam dve stvari so bile. Te pa prosim, če dopišete. Pri vsaki imate možnost dopisati, recimo, kako ste zadovoljni z oskrbo. Ker dejansko se stara prebivalstvo, zdaj tam v Popovšci imamo tisto, tule smo tudi zavitali te doma, samo... To je zelo normalno. Ja, v drugi strani pa nekaj ocenija, da to, kar bi vsi lepše. Ja, ampak za to generacijo tu treba na nek način kvaliteto življenja na nek nivo obdržati. A poskrbo do domu povečati. Ja, sam to je... Ja, se strinjam. Prosim, če take stvari še dopišete. Prav. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, mi smo zaključili, tako da hvala lepa za vaš čas, za vaš, bi rekel, energijo vloženo v to in upamo na najboljše. Lahko. Vse mislim. Sam damo te. Kar